Kot rečeno, prihajam z katedre za gojenje gozdov, oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete in se ukvarjam z področjem gojenja gozdov. Današnjo predstavitev sem nekako koncipiral v 3 poglavja, in sicer bi na kratko mogoče najprej nekaj povedal o ekosistemskih storitvah gozda in kakšen način so organizirane na ravni Slovenije. Potem v drugem delu bi pa predstavil zanimivo študijo, kjer smo primerjali različne načine gospodarjenja z gozdom pod vplivom podnebnih sprememb in kako ti načini zagotavljajo različne ekosistemske spremembe. In na koncu zaključil z nekimi bolj ali manj splošnimi zaključki. Zdaj, pri kategorizaciji gozdnega prostora večina sveta uporablja segregacijski pristop, to je tako imenovani land sparing, kjer eksplicitno ločijo predele gozda, kjer se gospodarijo, imajo bolj ali manj torej lesno proizvodno funkcijo, in pa predele gozda, ki so prepuščeni naravnemu razvoju. Medtem ko v Sloveniji uporabljamo drugačen pristop, pa mogoče taka specifika evropskega, srednjeevropskega prostora, kjer uporabljamo tako imenovani integracijski pristop oziroma land sharing, kjer skušamo na istih površinah ali pa na večini gozdnih površin zagotavljati več različnih funkcij. Zdaj, bom govoril o funkcijah, kar trenutna zakonodaja, ki je že mogoče malo že zastarela, recimo Zakon o gozdovih, Zakon o ohranjanju narave in pa Uredba o varovanju gozdovih govorijo o gozdnih funkcijah. Mislim, da so bolj primerni izraz ekosistemske storitve, ampak zakonodaja je trenutno takšna, kakršna pač je. No in ta zakonodaja, ki jo imamo, v bistvu uzakonja ta večnamenski pristop. V osnovi v Zakonu o gozdovih ločimo 4 naslednje kategorije gozdov, torej 4 osnovne kategorije. Torej imamo večnamenski gozdovi, teh imamo v Sloveniji največ, potem imamo gozdove s posebnim namenom, z dovoljenimi ukrepanji, to bi bil recimo, kot tak primer, recimo Rožnik, torej krajinski park, kjer se lahko tudi izvaja določeni ukrepi, torej velja nek poseben režim ukrepanja. Potem imamo gozdove s posebnim namenom brez ukrepanja, te so določene posebej po uredbi o varovanju gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, to so naši rezervati. In pa zadnji, torej varovalni gozdovi kot posebna kategorija gozdov, kjer je izjemno močno poudarjena funkcija varovanja gozdnih zemljišč in pa sestojev. Zdaj že v osnovi lahko že na podlagi, vizualni podlagi vidite neke razlike med posameznimi kategorijami gozdov, recimo večnamenskimi, so predvsem že na prvi pogled drugačni kot pa recimo gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja ali pa varovalni gozdovi. Medtem ko med katerimi posameznimi kategorijami pa mogoče ni takšnih razlik, kot recimo med večnamenskim ali pa gozdovim s posebnim namenom z ukrepanjem, pri čemer pa pri slednjem veljajo neke določene omejitve pri ukrepanju oziroma neki posebni režimi. Zdaj, Zakon o ohranjanju narave pa določa še nekatere druge varstvene kategorije gozdov, ko so širša oziroma ožje zavarovana območja. To so pa recimo gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja, torej naši rezervati, o katerih bomo danes še verjetno kar dosti govorili. Zdaj, poleg kategorij gozdov pa sam režim ukrepanja v gozdovih določajo tudi funkcije gozdov oziroma ekosistemske storitve. V Sloveniji imamo 17 različnih funkcij oziroma ekosistemskih storitev. Če naredimo en tak kratek pregled, imamo torej skupino ekoloških funkcij, teh je 4, torej ko smo že omenjali funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, to imamo pa v varovalnih gozdovih na strmih pobočjih, kjer je gozd ima tako pomembno intrinzično vrednost, ker je sam zaradi tega, ker pač tam se nahaja, s tem vezanim zemljinsko korenine v bistvu prepreča neke pobočne erozijske procese. Potem imamo recimo hidrološko funkcijo, ohranjanje biotske raznovrstnosti, klimatsko funkcijo. Potem imamo cel niz funkcij, torej 10, ki se nanašajo na neke s človekom povezane dobrine, torej od zaščitno funkcijo ima gozdovi, tudi varovalni gozdovi, ki varujejo človekovo premoženje, zato cesta, hiše, človeška življenja. Potem imamo rekreacijsko funkcijo, turistično, poučno, raziskovalno, potem funkcijo varovanja naravnih vrednot ali pa funkcijo varovanja kulturne dediščine, recimo v okolici posameznih kulturnih spomenikov, higiensko, zdravstveno, obrambno in pa estetsko funkcijo, in pa še potem te klasične gozdarske, kot so lesno proizvodna funkcija, pridobivanje drugih nelesnih gozdnih dobrin in pa lovno-gospodarska funkcija. In vse te funkcije so načeloma enakega pomena, zato ker
da pridemo do postopka gozdno-gospodarskega načrtovanja, po tem funkcijam določimo določene prioritete. Torej, ni nujno, da so v izbranem gozdu vse funkcije tudi ovrednotene in jih pri upravljanju sledimo in pospešujemo, ampak jih najprej v prvem koraku moramo identificirati. Torej, v procesu opredelitve prostora, za katerega ki ga obravnavamo, torej moramo najprej opredeliti, katere funkcije so tam prisotne in pa potem v drugem koraku tudi ovrednotiti, kako te funkcije, kakšen pomen imajo te funkcije. Torej, stopnja poudarjenosti teh funkcij v bistvu določi, nekako narekuje režim potem gospodarjenja s temi gozdovi. Zdaj, posamezne funkcije so lahko v zelo različnih medsebojnih odnosih. Nekatere so lahko imajo v sinergiji, recimo lesno proizvodna funkcija in pa funkcija skladiščenja ogljika. Torej, več kot imamo lesne zaloge, več ogljika smo v skladiščnem ločenem rastišču, recimo. Lahko so te funkcije med seboj v nevtralnem položaju, lahko so delno izključujoče ali pa izključujoče, kot je recimo lesno proizvodnja in pa ohranjanje biotske pestrosti v obliki odmrle lesne biomase. Zato je nujno, da te funkcije, ki smo identificirali na določenem območju, tudi rangiramo po pomenu in se skušamo na tak način v bistvu znebiti teh konfliktnih situacij. En primer, ki že sama kategorija gozda nekako določa režim gospodarjenja, so torej gozdovi brez ukrepanja, torej recimo strogo varovani rezervati. Tu že sama kategorija v bistvu določa, da so nekatere funkcije gozda izključene, torej recimo lesna proizvodnja, ostale nelesne gozdne drobirine, rekreacija izključena, medtem ko so pa v bistvu močno poudarjene torej raziskovalna funkcija in pa funkcija ohranjanja biotske pestrosti. Po drugi strani pa večino Slovenijo prekrivajo večnamenski gozdovi, ki imajo v osnovi večinoma vsi v bolj ali manjši meri poudarjeno torej lesno proizvodno funkcijo. Ostale funkcije so pa tudi vedno od ostalih funkcij so pa tudi še katere še vedno prisotne. Katere pa so prisotne, pa pač ugotovimo v postopku torej gozdno-gospodarskega načrtovanja. Torej, seveda to je odvisno od rastišča, od reliefa, od zahtev lastnika oziroma zahtev družbe. In v sklopu tega procesa gozdno-gospodarskega načrtovanja se potem ugotavlja, katere funkcije so še poleg tega prisotne. To na kratko mogoče v funkcijah, zdaj bi pa predstavljen primer, kjer smo s švicarskimi kolegi iz inštituta WSL švicarskega Züricha izvedli eno študijo, kjer smo primerjali različne pristope pri upravljanju z gozdovi na zagotavljanje ekosistemskih storitev v času podnebnih sprememb. Sicer smo simulirali razvoj sestojev na dveh območjih za obdobje naslednjih 80 let pod različnimi podnebnimi scenariji in pa različnimi strategijami, pri čemer smo uporabili različne kazalnike. Simulacijo smo izvedli s programom ForClim, ki se je izkazal kot precej dober program za simuliranje razvoja sestojev za alpsko območje. Simulacije smo temeljili na podatkih Zavoda za gozdove v gozdnih fondih, torej stalne vzorčne ploskve in pa vpisi sestojev, kar pomeni, da te simulacije temeljijo na realnih podatkih o gozdovih, ki se dejansko na tem rastiščih v gozdno-gospodarski enoti Tržič tudi nahajajo. Definirali smo 3 podnebne scenarije, in sicer, da se to obstoječe podnebje, ki ga imamo zdaj, smo že blizu preko tega, da se nadaljuje še naslednje stoletje, potem da se podnebje segreje nekje med 2 in 4,5 stopinje, da se podnebje segreje med 5 in pa 8 stopinj. Potem pa smo definirali 6 različnih scenarijev gospodarjenja. Torej imamo sonaravno, tako kot je trenutno v praksi se uveljavljeno in se izvaja. Potem smo to sonaravno naredili eno tako variacijo, kjer smo znižali torej jakost tega gospodarjenja za 25 do 50%, odvisno do rastišča. Potem eno varianto, da smo povečali jakost ukrepanja med 25 do 50%,
torej lesa vzamemo več na teh rastiščih. Potem pa eno zanimivo climate adaptive, recimo, torej neka prilagojeno gospodarjenje, kjer delamo vse enako kot do zdaj, ampak na vsake toliko časa vnašamo neke podnebju prilagojene drevesne vrste. Sporadično na posamezna mesta vsake nekaj let. To so pa predvsem jelka, buk, ograden, gorski javor in pa rdeči bor. Torej neke vrste, ki jih predvidevamo, da so primerne za prilagajanje na podnebne spremembe. Kot antipod imamo tudi eno varianto, torej popolnoma brez gospodarjenja, torej če se vse prepusti naravnemu razvoju, in pa eno tako mogoče kontra varianto, torej da se začne izvajati intenzivni golosek. Da smo bili čim bolj realni, smo te scenarije trenutnega gospodarjenja z gozdovi, tako kot se dejansko odvija, določili tudi na posameznih rastiščih, torej imamo recimo smrekov na 1000, bukov na 1000 metrov, torej vsaka od teh 5 kategorij ima drugačen način gospodarjenja, tudi v praksi, in to smo skušali čim bolj upoštevati. Torej po gozdno-gospodarskih načrtih in po pogovoru s kolegi iz Zavoda za gozdove, da smo dejansko predvideli takšne ukrepe v modelu, kot se dejansko izvajajo v naravi v samem prostoru. Recimo, to je samo en primer za predstavo. Recimo, tole imamo business as usual, to imamo predpisano, torej neko uveljavljeno gospodarjenje, ki poteka na tem območju. Potem imamo to varianto, kjer smo zmanjšali intenziteto sečenj za 25%, povečali intenziteto za 25%, in pa ta varianta climate adaptive, kjer vnašamo določene drevesne vrste. To je torej v kompletu za celotno proizvodno dobo 120 let smo vnesli 1800 sadik, kar je povprečno recimo 15 sadik na hektar na leto. Torej v bistvu ne preveč intenzivno, ampak skušamo nekako usmerjati gozdove k prilagajanju podnebne spremembe. Zdaj, kakšni so rezultati glede skladiščenja ogljika? Tale črta predstavlja obstoječo klimo in to so potem odkloni za vsak posamezni podnebni scenarij. Vidimo, da gozdovi še naprej nekako zaradi višanja temperatur postajajo vedno bolj produktivni, torej skladiščijo več ogljika, kopiči se lesna masa v gozdovih. Zanimivo pa je ta, da pri scenariju brez gospodarjenja, da ta pri višanju temperature začne skladiščenje ogljika oziroma produkcija teh ekosistemov začne kasneje stoletju upadati. V tem primeru je referenčna linija torej close to nature, torej sonaravno gospodarjenje, ki ga izvajamo trenutno v praksi, in so potem razni odkloni oziroma relativne spremembe. Vidite, da če intenziviramo, torej recimo z golosečnim ali pa z intenzivnim sonaravnim gospodarjenjem, nekako zmanjšujemo produkcijo ekosistemov, torej zmanjšujemo skladiščenje ogljika. Nasprotno pa, recimo brez gospodarjenja v začetnem obdobju precej seveda hitro začnemo kopičiti ogljik. Se pa ta trend nekako obrne navzdol proti koncu stoletja, kjer pa vidimo, da se že skoraj stikata s to varianto climate adaptive, kjer v bistvu vnašamo te podnebju prilagojene drevesne vrste. Ravno obratna razlika, samo za primerjavo kažem pa, ker ta model je bil izveden na 2 regijah, torej za Tržič in pa za regijo Val Muster v Švici. Gre za centralne Alpe, bistveno drugačno podnebje, bistveno bolj sušno, če ima Tržič okrog 1700 mm padavin, je tukaj okrog 800. In tukaj je trend ravno obraten. Seveda, zelo podobno je glede skladiščenja ogljika pri teh intenzivnih procesih, s tem bistveno zmanjšamo sekvestracijo ogljika. Po drugi strani pa vidimo, da te scenariji brez ukrepanja bistveno hitreje nazadujejo, ker niso nekako prilagojeni podnebnim spremembam oziroma tem sušnem stresu. Če imamo mi že 800 mm padavin, v takih temperaturah je tak sušni stres še toliko bolj intenziven, kar pomeni, da ti gozdovom, torej sestojem, ne gre najbolje. Po drugi strani pa, tukaj smo vnašali neke določene drevesne vrste, ki so prilagojene za ta sušni stres, in se je to izkazalo kot pozitivno. Tole, če razložim, kaj to prikazuje, te krogci, torej imamo, center kroga je 0 metrov nadmorske višine in pa dogor 1600, kakor so najvišje višine v gozdno-gospodarski enoti Tržič. Medtem ko tele stopinje kažejo pa ekspozicije, torej različne lege gozdov. Referenčno
reference, torej sonaravno gospodarjenje, takšno kot je trenutno v praksi, pod sedanjo klimo, in potem se odkloni. Torej, če je vijolično, je boljše, če je rdeče, je slabše. Vidimo lahko, da te, recimo glede sekvestracije ogljika, golosek, torej te bolj intenzivni načini, niso pozitivni glede skladiščenja ogljika, oziroma tukaj vidimo lahko, da je vpliv nadmorske višine precej pomemben, torej višanje temperature v bodočnosti bo pozitivno vplivalo na produkcijo ekosistemov v višjih nadmorskih višinah, seveda, ker s tem podaljšujemo vegetacijsko dobo, torej drevesa dlje časa lahko rastejo zaradi višjih temperatur. Medtem ko recimo razlike med scenarijem brez gospodarjenja ali pa scenarijem z prilagojenim gospodarjenjem, z vnašanjem vrst, precej podobno. Da ne ostanemo samo na skladiščenju ogljika, smo definirali tudi ostale, torej recimo ohranjanje biotske pestrosti, rekreativno vlogo gozda, produkcijo lesa in pa zaščitno vlogo. Tole so neki indeksi po nekih uveljavljenih metodologijah, ki so bili uporabljeni. To je pa zdaj en tak primer, kjer je referenca, torej imamo podnebno varianto, da se podnebje segreje torej 2 do 4,5 stopinje. Rezultati so prikazani za obdobje leta 2008 do 2100 in pa referenca je sonaravno, torej to, kar izvajamo zdaj. In vidimo, da recimo glede ogljika je torej golosečnjo in pa intenzivno raba predvsem negativno vpliva, oziroma predvsem pri golosečnem načinu gospodarjenja so v bistvu vse funkcije predvsem nazadovane. Podobno tudi pri intenzivnem sonaravnem gospodarjenju. Po drugi strani vidimo, da je seveda glede ogljika in biotske pestrosti najboljši način brez gospodarjenja, pri čemer pa zelo trpi funkcija, torej lesna proizvodnja. Torej, ne dobivamo v bistvu lesa. Zaščitna tudi precej dobra, tako da nekako, če bi rekli neko kompromis, pa če rečemo, da je rekreacijska funkcija bodoče verjetno ne bo tako pomembna, bodo bolj pomembne ostale funkcije, je tudi mogoče tale precej dobro izpadene. Zdaj, tole je še en preračun skupne zaloge ogljika pri različnih načinih, torej imamo brez gospodarjenja, sonaravno in pa torej tako, kot je trenutno v praksi, in pa tole adaptive, kjer vnašamo vrste. Tukaj je potrebno upoštevati, da pri ogljičnem odtisu, da ker z gozdovi gospodarimo, je potrebno upoštevati substitucijski efekt, ker če mi tukaj vse prepustimo naravnemu razvoju, pač bomo kupovali plastične mize, jeklene mize in pa betonske mize, medtem ko tukaj pač, ker gozd uporabljamo, je potrebno upoštevati ta substitucijski efekt uporabe lesa. Torej, ker smo mi uporabili tale les, pomeni, da na ta račun nismo uporabili drugih gradiv, ki imajo bistveno slabši ogljični odtis. In upoštevanju teh, torej harvested wood product sekvestracija, torej to je ogljik, ki je skladiščen v proizvodih, in ta substitucijska učinek uporabe tega gozda, vidno so glede skladiščenja ogljika precej podobno, sploh pri tem scenariju, če bi se podnebje segrelo za več kot 5 stopinj. Zdaj, če zaključim, torej, čisto konkretno glede te raziskave, vidimo, da je scenarij brez gospodarjenja ima največje kratkoročne potenciale za skladiščenje ogljika, medtem ko na koncu tega obdobja, sploh pri višjih temperaturah, pa začne ta potencial upadati. Torej, ta climate adaptive in pa scenarij brez gospodarjenja sta precej primerljiva glede celokupnega skladiščenja ogljika, pri čemer pa pri tem sonaravnem z vnašanjem vrst moramo upoštevati tudi, da v bistvu tam les, ki smo ga iz gozda odnesli, ga v bistvu skladiščimo v obliki lesnih proizvodov. Zdaj pa, če gremo mogoče malo širše, kar vidim kot glavne omejitvene dejavnike prilagajanja gozdov na podnebne spremembe, recimo v Sloveniji, je predvsem hitrost podnebnih sprememb, kot je že prej Matej rekel, torej gozdovi se ne uspejo dovolj hitro prilagajati, podnebje se greje prehitro, pač neka buko, ki je usuta zaradi sušnega stresa, pač ne more ostati pa iti nekam višje, ker ji bo bolje. Zato jim moramo pač z vidika nekih ukrepov v gozdu pač pomagati. V tujini tukaj so že naredili nekaj korake naprej v zadnjih 10-20 letih. Marsikateri država Srednje Evrope
vlagajo, torej subvencionirajo različne gozdno-gojstvene ukrepe s tem, da vnašajo recimo neke provenience drevesnih vrst, ki so bolj prilagojene na sušo, bolj prilagojene na višje temperature, ali pa druge drevesne vrste, na neka rastišča, kjer se pričakujejo največji problemi. Težava tudi mogoče tradicionalnost gozdarske stroke, ali pa rečem mogoče dolgoročnost, ne. Če ste vi kmet, je zelo lahko zamenjati sorto koruze, če letos niste bili zadovoljni, pa drugo leto pač drugo uporabite, ne. So pa vse te odločitve v gozdarstvu imajo pa zelo dolgoročen učinek, kar pomeni, da je to odločanje o ukrepih v gozdu zelo zahtevno. In pa največja težava, ki jo vidimo v zadnjih desetletjih, lahko rečem, v srednji Evropi, je to, da so naši gozdovi postali živalski vrtovi za jelenjad in srnjad. Ne morem druga reči, no. Ker karkoli bi radi gozdarji na praksi probali, ne gre, ker je intenzivnost objedanja tako močna, da onemogoča prilagajanje podnebne spremembe. Izgubljamo vrste, drevesne vrste, jelke praktično ni, od Nove Gorice do Snežnika pomlajevalne jelke ni, pa vemo, da so to jelova bukovja. Že od zadnje ledene dobe, imamo še zadnjih 6000 let je bila tam jelka vedno prisotna, v zadnjih 10 letih jelke praktično ni več. Razen odraslih starih, 100-150 let starih jelk, pomlajevalna jelka ni, izključno zaradi pretiranega objedanja divjadi. Izgubljamo jesen, javor, hraste in tako naprej, vse te vrste. Želimo si čim bolj pestre gozdove v bistvu, ampak nam gre vse nekako v bukove gozdove, predvsem zaradi tega pretiranega objedanja. Če zaključim, torej z večino gozdovi bo v prihodnosti pač potrebno gospodariti, tudi zato, ker je to zelo pomemben vir surovine, pač neke alternative lesu še nismo pogruntali, torej neke ogljično nevtralne variante materiala. Tudi vidite primer naraščanja populacije in produkcije lesa, torej svetovna populacija bo rasla vsaj še 100 let, tudi potrebe po lesu bodo sledile temu, ne. Les je en tak material, ki ga lahko rabimo. Seveda po drugi strani pa tudi nujno povečati delež naravnih rezervatov. O tem boste verjetno veliko govorili še v prihodnje. Kolega Tom ima predavanje na to temo. Povečati moramo, ne. Pač pri nas smo pod procentom in moramo pač ta delež teh gozdov nujno povečati. Kakšen je ta delež zdaj, to je stvar debate. Bilo bi pa dobro, če pridemo že na začetku za 1-2-3%, ne. Kje bi lahko to naredili? V evropskem merilu, predvsem v nekih predelih, kjer še obstajajo dejansko pragozdovi, to so predeli Ukrajine, Romunije, Bolgarije, kjer še imamo dejansko ohranjene pragozdove, ki pa seveda hitro izginjajo v zadnjem času, na žalost. Sicer pa recimo v merilu Slovenije, da ta opcija, da se to izvede v teh večjih kompleksih državnih gozdov. Kot ena mogoče alternativna opcija za zasebno lastništvo, ne, v Sloveniji imamo 80% gozdov je seveda v zasebnem lastništvu, imamo zelo veliko pasivnih lastnikov, ki niso gospodarili že desetletja, in to je mogoče tudi ena taka priložnost za ustvarjanje nekih mogoče površin, kjer se ne bi ukrepalo v prihodnje. Hvala lepa.